Dolgoživa družba. Kaj je to? Mnogi si delajo skrbi zaradi tega. Kakšne obveznosti bodo imeli? Ker dojemajo starejše samo kot obveznost, kot bolne ljudi, namesto da bi dojeli, da so to ustvarjalci, da so to ljudje z izkušnjami, s potrjenimi uspehi, kaj je v življenju možno in v naših razmerah, v okolju danem, kjer živimo, narediti, mi jih zavržemo. Potem so breme. Vse starajoče družbe, ki nastajajo, to ni slovenski fenomen, to je svetovni fenomen, pridobitev razvoja je starajoča se družba. Ta družba rojeva tudi manj otrok. Ni treba, da umirajo. Vsak, ki se rodi, postane mali genij. Manj ljudi, manj žrtev, vsi tisti, ki so, jih pa cenimo kot unikatne vse življenje. Starajoča se družba je pridobitev razvoja, ni spodrsljaj razvoja. Vendar pod enim pogojem, da spremenimo obliko starosti, da dovolimo, da človek deluje, dela, se uči, je aktiven član družbe in ima svoj položaj, svoj družbeni status tudi v družbi. Da je samo eden od ljudi v tej družbi, nezavrženo bitje, v samoti, socialni izolaciji, brez medosebnih odnosov, z vedno večjim številom samomorov, depresijami in tako dalje. Taka podoba starosti, zastarela, je breme družbe. Dolgoživa družba postane privilegij, če dovolimo, da se oblika staranja in starosti spremeni, da postane aktivna, dejavna, kot je Evropa več let vse svoje članice podpirala tudi finančno, da razvijajo aktivno, dejavno starost. Človek je rojen za delovanje. Ustavite mladega človeka, ustavite 30-letnika, dajte ga v zapor, onemogočite mu, da se odloča o čemerkoli, da nič ne počne. Tak človek, po par letih takega življenja, propada njegova psiha, propada njegovo telo. In točno to se zgodi ljudem po upokojitvi. Če ne delujejo, ne potrebujejo starejši, ne potrebujejo upokojenci služb. To obdobje smo dali skozi in imamo iz tega, iz prištedenega kapitala, neko osnovno eksistenco ekonomsko, ki pravimo penzija. Zakaj pa bi bil človek v tretjem življenjskem obdobju odvisen samo od svoje pokojnine, od svojega prejšnjega vložka? Saj tudi nobeden ni, ki ima bančne, ki ima delnice in druge račune, kjer ima svoje profite, pa gre v penzijo, mu nič ne rečemo, da ne sme delati, ker ima, ali pa ne sme v službi biti, ker ima preveč na banki. Stvari moramo gledati veliko bolj odprto in široko. Kolikor kdo more, kolikor mu zdravje dopušča, kar mu dela veselje, naj dela in naj se vključi v družbo, naj ustvarja neke dobrine, naj dela neko dodatno vrednost, naj dodaje glede na svoje sposobnosti srednji in mlajši generaciji. Delo enih in drugih postaja dopolnjujoče, komplementarno. Zanos mladih pri preudarnih starejših redko bolj najdete. Ampak tudi zanos mladih potrebujemo, da bo nek projekt, da bo neko delo prišlo do cilja. Potrebujemo pa tudi opreznost, izkušnje, predloge, poskuse, variante. Vidite, vsak bo dodal svoje in uspeh bo večji. Če legaliziramo delo upokojencev, mi jih zmanjšujemo bedo, siromaštvo med upokojenci. Upokojence ne mislim samo intelektualce, ki bi delali in delovali. Vsakega delavca, ki je bil v tovarni, lahko nekaj počne. Zna, ne vem, popravljati elektriko, ali pa zna kositi travo na vrtu, ali pa zna gospa lepo brati pravljice otrokom, pa pomaga mladi družini.
da dvigne iz vrtca prej otroke in se ona z njimi igra in jim bere pravljice, v veselje stari gospej upokojenki in v veselje otrokom in staršem, ki so brez skrbi, ker so otroci v dobrih rokah in preživljajo lep čas doma. Vidite, komplementarno delovanje je razen služb, pomeni imeti odprto borzo uslug. Borzo uslug, ki deluje kot mreža, kjer se ti lahko greš, pogledaš na internetu, pogledaš na domačo stran, kdo povprašuje za kositi travo. Kdo povprašuje za prebarvati okna v hiši ali pa v stanovanju. Je kaka številka, je kaka elektronska pošta, kamor se lahko javim, tisti, ki bi želel to napraviti. Ne moreš se od vrat do vrat ponujati. Sistem mora delovati v neki družbi, ki je odprt za vsakogar, ki hoče neke usluge delati drugim in zapolniti svoj čas in izkoristiti svoje sposobnosti, aktivirati sposobnosti. Človek je rojen za delovanje, kot je ptica za letenje. Tudi ptici preprečite, porežite peruti, boste videli, kaj se zgodi. Drugo, kar je v tej družbi, starajoči se družbi, v dolgoživi družbi, kar je zelo pomembno, je učenje. Učenje je postal vseživljenjski proces in hitro postaneš cokla okolju, sorodnikom, svojcem, družini, če ne dohitevaš razvoja. Zamoriš vse okrog sebe, ker si v bistvu, če se ne učiš neprestano, če ne slediš spremembam, obremenjuješ svoje okolje. Obremenjuješ, če je takih 660 tisoč, toliko nas je upokojencev v Sloveniji, obremenjujemo krpko celo družbo. Taka družba, ki ima 660 ljudi izločenih iz okolja, brezpravnih, to ni zdrava družba, bi rekel Erik Fromm. Trudimo se na različne načine, predvsem veliko društev se pojavlja z iniciativami, da bi spremenili kvaliteto te dolgožive družbe. Kvaliteto življenja starejših ljudi, medgeneracijsko sodelovanje in tako dalje, vendar gre počasi, ker zakonodaja ovira. Starejši niso prisotni v zakonodaji pri Ministrstvu za izobraževanje, starejši niso prisotni v zakonodaji, ki preprečuje legalno delo ljudi, ko bi upokojenci delovali, usluge ponudili, krajša dela, lahko nekaj dni v tednu, lahko nekaj ur v tednu, kar kogar in kolikor veseli. Bojim se, da bojo cele dni delovali tisti, ki bodo delali zlasti to, kar jih veseli. Služba jih ni vedno veselila. Veste, v službo se je hodilo zato, da si preživel in da si zagotovil eksistenco družini. Medtem ko v tretjem življenjskem obdobju se pa posvetimo tistim svojim, kot pravimo, mladim, sledite svojim sanjam. Upokojenci šele po upokojitvi lahko sledijo svojim sanjam, zato vidimo, da se hitro učijo po izkušnjah na univerzah za tretje življenjsko obdobje, ker se učijo to, kar si želijo, to, kar je interes njihov. Ni fizika, matematika in tako dalje, nekega je veselilo, nekega ni, ampak šolo je moral končati, zdaj ima svobodo, da izbira po lastnih interesih in po družbenih okolju. Človek ne živi sam. On mora se ravnati, kje bo to znanje v danem okolju lahko uporabil. Recimo, univerze za tretje življenjsko obdobje so razvile v vseh študijskih skupinah, ki so imeli umetnostno zgodovino, so razvile kulturne mediatorje. In ti delajo v muzejih kot vodiči. Seveda jih muzejih tudi izobražujejo in izpopolnjujejo, ko imajo nove razstave v muzeju ali v galeriji in podobno. Tisti, ki so se posvetili bolj hortikulturi, vrtnarstvu, biologiji, so prostovoljci v botaničnem vrtu z največjim veseljem. Strankami, vodiči po botaničnem vrtu, sodelavci, ko je potrebno kaj ponarediti po vrtu, spremljajo in živijo in utripajo z botaničnim vrtom. Tako se mora nekam priključiti praktično s svojimi uslugami, lahko v svoji soseski nekdo popravlja
radije ali pa računalnike in s tem se prilepi na svojo sosesko, ker pozna ljudi, ima odnose, ima stike, ga kličejo, pišejo, on jim mora nabaviti stvari, ki jih rabi, da popravlja in tako dalje. Če je to delo legalizirano, prispevke plačuje državi, proračun državni se poveča, siromaštvo, beda upokojencev pada, kaj si lepšega še želimo? To se pravi učenje v dolgoživi družbi, vse življenje in delovanje vse življenje.